Dragi prijatelji, tudi v letošnji sveti noči nam je dana možnost, da smemo doživeti lepoto božične noči. Bog neskončne veličine in slave je nocojšnjo tiho noč viden kot nemočen otrok zato, da bi dojeli njegovo nežnost in bližino. Da se ga ne bi bali in bi imeli pravo predstavo o njem. Bog je razsvetlil naše noči, zato ne poskušajmo božične luči zatemniti. Naj nas napolni čudenje blažene device Marije, Jožefova poslušnost, veselje angelov, vnema pastirjev, odločnost modrih kraljev in mir nebeškega deteta Jezusa. Kajti, tudi če bi bilo dete v Betlehemu 1000-krat rojeno, a ni, v mojem srcu je vse izgubljeno. Če se Bog želi srečevati z nami, zakaj ne bi mi prijateljevali? Božiča ne moremo nikoli preveč praznovati, ker je ljubezen večna. Zato si zaželimo pozdrav miru in si podajmo roke. V nadaljevanju bomo slišali zvoke krasne pesmi Čujte. V imenu Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi zbrani, priklonimo se pred skrivnostjo božične noči in vzklikajmo besede iz psalma. Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela. Bog je po preroku Izaiju napovedal: glej, mladenka bo spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Z Jezusovim rojstvom se je ta obljuba izpolnila, kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan, oblast je na njegovih ramah, imenuje se čudoviti svetovalec, močni Bog, večni Oče, knez miru, njegova oblast se bo širila in miru ne bo konca. Vabim k molitvi. Dobri Bog, pridružujemo se največji množici, ki na nocojšnji božični večer prinaša pred te svojo zahvalo za odrešenje sveta.
Nočemo biti zaljubljeni vase, želimo pa opaziti svoje bližnje. Nočemo biti zaljubljeni v stvari, želimo pa skrbeti za medsebojne odnose. Nočemo biti zaslepljeni samopomilovanjem, želimo pa videti stisko sodobnega sveta. Nočemo biti jetniki naglice in hrupa, želimo pa doživljati lepoto življenja. Nočemo biti zaljubljeni v čas, želimo pa sanjati o večnosti. Ko bo vesela angelska pesem utihnila, ko bo sijoča zvezda repatica na nebu izginila, ko se bodo preprosti pastirji vrnili k čredam, ko bodo 3 kralji prispeli domov, naj se začne naše božično poslanstvo. Ljubiti, odpuščati, služiti, spoštovati, tolažiti, sočustvovati, hraniti lačne, graditi mir in varovati stvarstvo. Takrat bo Božič pristen in naša prava izbira in prava odločitev. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. K nagovoru vabim inšpektorja naše cerkve, to je predstavnika občestva vernikov, gospoda Kristijana Štucina. Spoštovani prisotni, dragi prijatelji. Božični čas nas vsako leto opomni in povabi k tišini, razmisleku in nas opomni o vrednotah, ki so stare, a nikoli zastarele. To velja tudi za mir in dobro. 2 preprosti besedi, ki pa imata izjemno moč. Mir ni le odsotnost vojne ali nasilja. Tudi ni abstraktna ideja in kot vemo, ni samoumeven. Mir se začne v nas samih, takrat, ko znamo prisluhniti drug drugemu, ko namesto hitre sodbe izberemo razumevanje in ko v vsakdanjih napetostih poiščemo potrpežljivost. Mir pomeni, da znamo reševati nesoglasja brez poniževanja, da se v družini, na delovnem mestu ali v družbi namesto zaostrovanja odločimo za dialog. Mir je tudi v tem, da ne iščemo vedno zmagovalca, ampak rešitev. Dobro pa se ne rodi iz velikih besed, temveč iz dejanj. Dobro je, ko svoj dragoceni čas namenimo drug drugemu, ko nas ta potrebuje, ko ne obrnemo pogleda stran, ko ponudimo pomoč brez vprašanja, kaj bomo dobili v zameno. In ko ostanemo človeški tudi takrat, ko bi morda lažje bilo ravnodušen. Ob teh besedah je morda težko razumeti, da sta mir in dobro nekaterim oddaljena toliko, da ostajata le del njihovega prazničnega besednjaka. Nemalokrat žal tudi svetovnim voditeljem, tistim, ki oblikujejo javni prostor in v našem imenu sprejemajo najpomembnejše odločitve. Dragi prijatelji, kaj pa nam pomenita mir in dobro? Božič nas ne vabi k naivnosti, temveč k trezni presoji. Mir se ne gradi z zaostrovanjem, dobro ne z izključevanjem. Če ju ne udejanjamo v malem, ju prav tako ne moremo pričakovati v velikem. Veste, Bog ne vsiljuje miru z močjo in ne udejanja dobrega z ukazom. Mir prinaša kot bližino, dobro pa kot dar. Ne stoji nad človekom, temveč stopi k njemu, v ranljivosti, v odgovornosti, v odnosu. In to naj bo tudi naše vodilo. Zato naj bo božični čas priložnost za iskren razmislek. Kaj jaz lahko prispevam k miru in dobrem? Mir in dobro naj tako ne ostaneta le želji, temveč odločitvi in merili našega delovanja. Ob tej priložnosti naj vam tako vsem zaželim miru poln Božič
in praznike ter mnogo dobrega v prihodnem letu. Hvala. V nadaljevanju prisluhnimo berilu. Brali bomo iz Evangelija. Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirini, cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovati, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanjo ni bilo prostora. V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje, našli boste dete, povito in položeno v jasli. In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod. Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno. Ti si vredna vse časti.
Kje je božična pot številka 1? To naj bila pot iz neba na zemljo. Stoletja so že minila, a nihče ni našel. Ali ta pot sploh obstaja? Nekoč, že davno tega, se je Bog pogovarjal s človekom. Bila sta na isti poti. Potem pa je kar naenkrat zmanjkalo poti. Človeštvo je na zemlji, Bog pa je tam daleč, daleč v nebeških prostranstvih. Iščem božično pot številka 1. Vse sem že preiskal, ne morem več, obupan sem, ne bom več iskal. Obstaja, božična pot številka 1 obstaja. To je pot iz neba na zemljo. Našel sem jo. Ni čas za obup. Poslušajte, kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan, oblast je na njegovih ramah, imenuje se čudoviti svetovalec, mogočni Bog, večni oče, knez miru. Kje je božična pot številka 2? To naj bi bila pot do Betlehemske poljane, kjer stoji star prazen hlev, neuporaben in nikomur potreben. Pomešala bi se rada med pastirje in prišla do Betlehema. Tam naj bi se rodil Mesija. Toda kako naj najdem to pot? Ali je sploh smiselno iskati? Obstaja. Božična pot številka 2 tudi obstaja. To je pot do Betlehema, kajti danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija Gospod. To vam bo v znamenje. Našli boste dete, povito in položeno v jasli. Božična pot številka 3. Čudno ime poti. Saj niti ne vem, zakaj se imenuje božična pot, ko gre ta pot vendar iz Betlehema do hriba izven mesta, imenovana Golgota. Na tej poti je velika množica, zato ne morem zgrešiti. Vendar pogledi ljudje na tej poti so čudni, hladni. Dogajanje na Golgoti pa, bolje, da o tem sploh ne govorim. Sprašujem se, ali je to res božična pot številka 3? Da, to je božična pot številka 3. To je pot do Golgote, kajti Bog je namreč svet tako zljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Odkrila sem jo, verjemite, odkrila sem jo. Božično pot številka 4. Tudi ta obstaja. Neizmerno sem vesela, kajti ni mi potrebno iskati več nobene druge poti. To je pot mojega življenja. To je najlepša pot, to je najsvetlejša pot, to je najkrajša pot in samo 2 potnika sva na tej poti. To je pot od Golgote do mojega srca. Moj sopotnik je Jezus. Popolnoma mu zaupam, ker mi je zagotovil, jaz sem pot, resnica in življenje.
Milost Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Amen. Drage sestre, dragi bratje, vsak od nas na letošnji Božič prihaja s svojimi tradicijami, svojimi idejami in predstavami o Božiču. Zagotovo pa se vsi soočamo s tako imenovano božično mrzlico, torej z občutkom, da je treba v kratkem času opraviti ogromno stvari. Nakupi, okraševanje, priprava hrane, pisanje voščilnic, elektronskih sporočil, priprava večerje. Tako zelo se trudimo, da bi pričarali popolnost Božiča. Letošnji Božič sem se prvič vprašala, zakaj so vsi božični okraski tako izpopolnjeni. Božične voščilnice tako lepe, božični piškoti tako popolnega okusa, rekordno božično drevo v Riu de Janeiru visoko 82 metrov in osvetljeno z več kot 3 milijoni lučk tako sijoče, vse figurice na jaslicah pa čiste, lepe in mirne. Ugotovila sem, da ljudje poskušamo Božič prikazati kot nekaj čarobnega, nekaj pravljičnega. Okrašene jelke, luči, glasba, pa vonj po cimetu in seveda snežinke ustvarijo veččutno izkušnjo, ki deluje kot pravljični svet. Psihološko gledano nas obdarovanje osrečuje, ker aktivira dopaminske poti v naših možganih in nam seveda dviguje občutek smisla in povezanosti. Praznični rituali in družinske tradicije pa v nas sprožijo nostalgijo, ki deluje kot čarobni filter in nas poveže z lepimi spomini in občutkom domačnosti. Veste, spoznala sem, da je največji mit Božiča ta, da se je Jezus rodil v mirnem, čistem hlevu, obdan živalmi, ponižnimi pastirji, umirjenimi starši, obdan z angelskim petjem, močno svetlobo zvezde Repatice, darili modrecev in obdan snežno idilo. Nikakor se ne morem znebiti misli, da se zdi, kot da z božično pravljico skušamo ustvariti popoln svet.
To je svet, ki je brez podnebnih sprememb in segrevanja zemlje, saj se roko na srce ravno za Božič najbolj veselimo snega. To je svet popolne družine in dveh idealnih nadvse sprejemajočih staršev, Jožefa in Marije. Kljub začetnim finančnim težavam se skoraj da zdi, da sta zadela na lotu, saj sta prejela za tisti čas najbolj dragocena darila. S toplino živali, svetlobo zvezde repatice in angelskim petjem pa se zdi, da ustvarjamo svet, ki je brez vojn, brez konfliktov, brez duševnih motenj, kjer smo vsi zadovoljni, srečni in brezskrbni. Toda resničnost, dragi prijatelji, je žal drugačna. Leta 2025 je aktivnih več kot 50 oboroženih konfliktov po svetu. Okoli 700 milijonov ljudi živi v skrajni revščini. Več kot 114 milijonov ljudi je razseljenih zaradi vojn in podnebnih sprememb. Leto 2025 je med najtoplejšimi leti v zgodovini. V letu 2025 je bilo zabeleženih 17.238 potresov, magnitude več kot 4. V 14 dneh je hurikan Melissa povzročil škode za 2,5 milijarde ameriških dolarjev. Vse več družin se sooča s spremembami. Nasilje v družini pa po podatkih predstavlja globalno javno in zdravstveno krizo. Svetovna zdravstvena organizacija poroča, da ima 1 od 8 ljudi duševne težave, pri čemer prednjačijo anksioznost, depresija in osebnostne motnje. In veste kaj, dragi moji? Točno v tak realni svet vstopa Bog. To ni svet, ki ga skušamo ljudje idealizirati, popraviti, olepšati, okrasiti, pač pa je brutalno realna štala, brutalno realni kaos. In to napoved, da bo Bog vstopil v štalo našega sveta, je napovedal prerok Izaija že v 8. stoletju pred našim štetjem. Saj v 9. poglavju v 1. in 5. vrstici beremo takole. Ustanimo. Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. Nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasvetila luč. Kajti, dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih ramah, imenuje se čudoviti svetovalec, močni Bog, večni oče, knez miru. Poslušali smo Božjo besedo. Hvala Bogu za njegovo sveto, neminljivo in resnično besedo. Amen. Prebrali smo, da ljudstvo hodi v temi. Zgodovinsko gledano gre za prebivalce Galileje, ki so bili tedaj pod pritiskom asirskega imperija, torej v 8. stoletju pred našim štetjem, ko je vladala huda politična nestabilnost. Če pa natančneje pogledamo v hebrejski izvirnik te besede, potem ugotovimo, da se beseda ljudstvo pravzaprav nanaša na človeštvo. Tema pa simbolizira duhovno zmedenost, obup, greh, oddaljenost od Boga. Prav tako se sprašujem, kaj točno naj bi pomenil izraz dežela smrtne sence. V izvirnem hebrejskem jeziku gre za kraj ali prostor teme, stiske, kjer ni upanja. In ta ista dežela smrtne sence se čez približno 800 leti ponovno pojavi. Veste kje? V betlehemskem hlevu, kjer se rodi Kristus. Kristus se torej rodi v največji možni štali tistega časa. Rodi se na obrobju tedanje družbe, v Betlehemu, ki je veljal za majhen, nepomemben zaselek. Rojen je na prostoru, ki je namenjen prenočevanju živali. V judovski kulturi je to prostor nečistosti, nikakor pa ne prostor svetosti.
V bistvu je bil Jezus rojen v votlini, ne pa v običajnem hlevu, kot si to mi radi zamišljamo. Arheološki in zgodovinski podatki namreč odkrivajo, da so v tedanji Palestini ljudje pogosto uporabljali skalnate jame in votline kot zavetje za živino. Predvsem Betlehem je bil na takšnem območju, kjer je bilo veliko apnenca in takšnih votlin. Jasli pa so bile največkrat kamnite in izklesane v tleh. Jezus se torej rodi v najtemnejši luknji, leži pa v najbolj mrzli zibki. Simbolika je več kot očitna. Kristus se rodi v deželi smrtne sence človeškega sveta. Prihaja torej v našo štalo, prihaja v revščino, na rob družbe, prihaja v hlad, v temo. Ali se lahko poistovetimo z udeleženci prvega božiča? Zamislimo si mlado mamo Marijo, staro okoli 14 let, ko se težko znajde v svoji materinski vlogi, premražena v temni votlini, kjer ni luči, tako kot mi danes, ko imamo polno vprašanj in dvomov glede vzgoje svojih otrok, ko se nam vedno znova zdi, da smo naredili toliko napak. Pa tam okoli 25 let starega Jožefa, ki čuti breme skrbi za svojo družino, saj se spopada z eksistencialno krizo preživetja. Kot marsikdo izmed nas, ki morda ne ve, če bo prišel čez mesec. Pa pastiri, ki so bili v tistem času na robu družbe, niso smeli iti niti na sodišče za pričo. Živeli so zunaj mest v osami, kot izobčenci, kot najmanj pomembni ljudje, tistega časa z neprijetnim vonjem po živalih. Kot marsikdo izmed nas, ki je doživel krivico, izdajo, zlom odnosov, nasilje, ločitev, prevaro, ki se morda počuti izkoriščeno. Kaj pa modreci iz vzhoda, ki predstavljajo tedanjo elito, izobraženi svet, napredek znanosti in tehnologije, a kaj, ko so v svojih dušah tako zelo žalostni, osamljeni, anksiozni, brez smisla, zato ga tako neumorno iščejo, kot mnogokrat tudi mi. Zveni znano, kaj ne? Toda prebrali smo, da je rojeno dete knez miru. Kako je možno, da nebogljeni dojenček lahko v takšni štali prinese mir? Veste, ravno to je največji paradoks božiča. Bog se razodeva v ranljivosti. Zato mir ni rezultat moči, ampak ljubezni. Mir je slika odnosa. Dojenček nas razoroži. V njegovi krhkosti se razkrije moč Božje milosti. Protestantski teolog dr. Karl Barth je zapisal takole: Božič pomeni, da Bog pride k nam kot otrok, da nas ne prestraši, ampak pritegne. Votlina Kristusovega rojstva je v bistvu naša dolina smrtne sence, je kraj, kjer se počutimo umazane, izgubljene in zlomljene. In prav tja pride Bog, v našo štalo, ki ni sterilna. Bog namreč ne čaka, da postanemo popolni. Božič ni odraz popolnosti, pač pa je vstop Boga v realnost našega življenja. Dragi prijatelj, kaj je tvoja štala danes? S čim se soočaš? Kateri del svojega življenja tako močno skrivaš pred Bogom, pred bližnjimi in končno pred samim sabo? Veste, ne bojmo se, ne sramujmo se svoje ranljivosti, kajti prav tam se lahko rodi Božja milost. Ko Kristus vstopi v našo štalo, ta štala postane svetišče. To ni več prostor sramu, ampak prostor Božje prisotnosti. In veste, kje je ta prostor, ta štala, v kateri se srečujemo ljudje z različnimi preizkušnjami, izgubljenimi sanjami in upi? Prav tu. To je prava definicija cerkve. Štala, v kateri zažari luč Božje milosti. Zaključujem z resnično zgodbo, ki se je zgodila tik pred Božičem leta 1943
med drugo svetovno vojno. Ameriško letalo B-17 je po napadu nad Bremnom v Nemčiji ostalo močno poškodovano in z ranjenimi člani posadke. Nemški pilot Franz Stigler jih je prestregel. Namesto da bi jih dokončno sestrelil in prejel prestižno odlikovanje, se je odločil, da jih bo rešil. Letel je ob njih, jih ščitil pred protiletalskim ognjem in jih pospremil iznad okupiranega ozemlja, tako da so se lahko vrnili v svoje oporišče. Nemški in ameriški pilot sta se našla 50 let kasneje in postala prijatelja do smrti. To, dragi prijatelji, je prava in pristna čarobnost Božiča. Nemški pilot je dojel bistvo Božiča in dovolil, da Kristus vstopi v štalo vojne. Ljubezen in odpuščanje sta premagala sovraštvo in zlo. In če želimo letošnji Božič ustvariti pravo čarobnost Božiča, potem odprimo vrata svoje štale in dovolimo, da se v njej rodi Kristus. Zgodil se bo namreč največji čudež. In mir Božji, ki presega ves razum ljudski, naj varuje vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Molimo. Dobri Bog, na sveti večer si izbral votlino, ne palače, mrzle jasli, ne prestola, da bi bil blizu nam, ki smo pogosto ranjeni, utrujeni in šibki. Hvala, ker vstopaš v našo štalo, v naše srce, ki ni popolno, v naše odnose, ki so včasih polni nereda. Naj tvoja prisotnost spremeni temo v luč, hlad v toplino, kaos v mir. Naj doživimo čarobnost Božiča na način, da ti našo štalo spremeniš v svetišče. Amen. Drage sestre, dragi bratje, sedaj pa vas vse skupaj vabim, da zapojemo Jezusovo molitev Oče naš. To je molitev cerkve in je najmočnejša molitev, saj je ekumenska molitev. Moli se v vseh krščanskih cerkvah iz generacije v generacijo, po celem svetu in nas povezuje. Ki
Nocoj, drage sestre, dragi bratje, ko prižigamo vse svečke, svoj pogled usmerjamo v slavo Kristusovega rojstva. In lahko sedete, dokler bomo prišli do prižiganja 5. svečke. Adventni venček je dokončan. Ko prižgemo prvo svečo, slavimo upanje, ki presega naš boleči svet. Druga sveča slavi mir, ki trga tančico sovraštva in delitev. Tretja sveča slavi ljubezen, ki pokriva vso našo krivdo in odvzema naš greh. S 4. svečo slavimo veselje, ki lahko osuši in obriše prav vsako solzo. S prižigom 5. in zadnje, tako imenovane Kristusove sveče, pa nam njen plamen odpira oči za večno Božjo luč. Tako bomo prižgali tudi 5. svečo. Božji čudoviti dar je tu med nami. Slišali smo, ljudstvo, ki je hodilo v temi, je namreč zagledalo veliko luč. Nad prebivalci smrtne dežele je zasvetila luč. Tako je Kristus postal luč sveta. Naj luč upanja in odrešenja razveseli in razsvetli temo tega sveta. Sedaj pa se bližamo k morda enemu izmed najlepših trenutkov v celem letu. Simbolično boste lahko v svoje roke dobili svečke, ki vam jih bomo razdelili. Letošnji Božič si želimo, da te svečke res predstavljajo svečke miru, upanja, radosti. Vsak od vas jo bo dobil in si jo lahko vzamete domov. Naj vas ta svečka spomni na to, da vendarle v štali našega kaotičnega sveta obstaja upanje, obstaja ljubezen. In dokler bosta duhovnika delila svečke, si zapomnimo, da je Kristusova luč na voljo vsem nam. Morda je to priložnost, da v svojem srcu in v svojem življenju naredimo prostor in sprejmemo to Božjo luč. Umirimo svoje misli, odložimo naglico, hitrost, nujnost časa. Dovolimo, da v štalo našega življenja vstopi Kristus. Morda pa bomo ravno v tej spokojni in blagoslovljeni tišini zaslišali odmev Božje ljubezni in doživeli pravo čarobnost Božiča. In dokler poslušamo melodijo znane pesmi Sveta noč, je to tudi pesem, ki jo bomo skupaj za zaključek zapeli. Vsak od vas lahko v znak tega prižge svojo svečko. Ponesimo jo v svet, tam zunaj. Veste, cerkev je tam zunaj. Tam nas čakajo ljudje, ki so utrujeni, ki se morda počutijo žalostne, ki so osamljeni, ki potrebujejo luč upanja, luč miru. In ravno jaz in ti lahko to luč poneseva. Vabim vas vse skupaj, da vstanete, kdor lahko, in da skupaj zapojemo to pesem Sveta noč.
Lahko sedete. Hvala domači cerkvi in vsem, ki ste sodelovali pri današnji polnočnici. Toplo vas vabimo še na druženje zunaj pod nadstreškom, to je spodaj, kjer si lahko tudi osebno voščimo, se pogrejemo ob čaju in piškotih, pa tudi kakšno rečemo. Glede na to, da imamo danes pravo snežno idilo, bo to lahko še toliko lepše. Hvala vsem vam, ki ste bili danes z nami. Radi bi vam povedali, da so vrata te cerkve odprta za vse, ki iščemo tolažbo, mir in odgovore na težka in zapletena življenjska vprašanja. Prav vsak je dobrodošel, ne glede na verski, nacionalni, kulturni, izobrazbeni ali kakršenkoli predznak. Letošnji Božič si dovolimo doživeti pravo čarobnost Božiča. C.S. Lewis jo je nedvomno doživel. Saj je ugotovil, da mu odnos z Bogom in bližnjimi daje moč za življenje. Zato je dejal takole: ne moreš iti nazaj in spremeniti svojega začetka. Lahko pa začneš ravno sedaj, ravno tu in spremeniš svojo prihodnost in svoj konec. Drage sestre, dragi bratje, vsem vam želim blagoslovljen, miren, doživet in upanja poln Božič. Prejmimo še zaključni duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milosljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir.